Dober večer. Pred poslanci se bo v kratkem znašel proračun za prihodnji 2 leti, ki dviguje davke in po varčevalnih ukrepih ponovno posega v pravice, predvsem javnih uslužbencev. Kaj si o njej mislijo poslanci, bomo danes preverjali s predstavnikom Slovenske ljudske stranke, Romanom Žvegličem. Pozdravljeni. Dober večer. Poglejte, gospod Žveglič, kje vidite Slovenijo čez en mesec? V splošni stavki ali sprejetimi reformami? Mislim, da čez en mesec ne bo še niti sprejeti reforme, niti splošne stavke, lahko pa da bo tik pred splošno stavko in nekje pri teh pogajanjih za reforme. No pa pojdimo po vrsti. Vlada je predstavila predlog proračuna, kjer se predvideva 5% znižanje mase plač za javne uslužbence. Do zdaj smo bili vajeni, da so nekako sindikati in vlada se pogajali o recimo odpuščanjih, o znižanju plač in tako naprej. Zdaj pa v bistvu vlada predlaga, da se direktorjem zavodov in institucij pravzaprav, da se oni sami odločijo, na kakšen način bodo nekako varčevali ali z odpuščanjem ali z zmanjšanjem plač. Vi ste bili do nedavnega sindikalist, zato zelo dobro veste za pomen pogajanj. Zato me zanima, kako pravzaprav ocenjujete to potezo svoje vlade, za katero marsikdo pravi, da pravzaprav gre za nekakšno izogibanje pogajanj s sindikati. Ja, lahko da gre tudi za to, vendar v tej državi pač nekaj moramo storiti. Zdaj, dejstvo je, da imamo seveda preveliko javnih uslužbencev in da bi se nekaterega lahko tudi znebili. Zdaj, če ga odpustimo, v prvem letu v bistvu nismo naredili nič. Trebamo plačati odpravnino, gre na zavod za zaposlovanje, tako da gre denar potem iz drugega žepa ali pa z drugega fonda. To pa je seveda eden od načinov, ki bi se lahko v bistvu nagrajevalo tiste boljše, bolj pridne javne uslužbence in s tem na en način bi pač tisti lahko dobili nekaj manj, lahko bi potem seveda tudi pustili službo sami ali iskali nekaj drugega. Res pa je, da vprašanje, ali imamo mi v javni upravi dovolj sposobnih menedžerjev in tudi, bom rekel, nenazadnje relativno pravične, če lahko tako povem, da so to sposobni narediti. Bojim se, da tudi to ne, da imamo seveda vse preveč zaposlenih po političnem, prijateljskem, sorodstvenem in ostalem ključu. No, ampak kar se tiče pogajanj, se vam zdi to smiselno, da pravzaprav se vlada s sindikati o tem ne pogaja? Tudi tukaj se bo potrebno pogajati, saj brez pogajanj in brez nekega dogovora pač ni možno nič narediti. Res pa je, da če ne bomo na teh reformah uspeli nekaj narediti, potem nenazadnje bi bilo verjetno smiselno prepustiti vodenje te države sindikatom, in pač pa sindikati naredijo in postavijo tisti pravi ključ, če imajo rešitev za vsako vprašanje. Dejali ste, imamo preveč javnih uslužbencev. Nekako primerjalno gledano z primerljivimi državami v Evropski uniji oziroma proporcionalno z ostalimi državami, pravzaprav naš javni sektor ni tako zelo velik. Vemo, to so zdravniki, to so zdravstveni delavci, to so šolniki, to so socialni delavci. Praktično se vam resnično zdi, da so tukaj še mogoči rezi v številu uslužbencev? V zdravstvu po vsej verjetnosti ali pa na policiji, carini ne. Lahko pa se pravi tako imenovani državni upravi na ministrstvih, tle pa mislim, da ja. Se nenazadnje smo imeli, ne vem, leta 1993 več kot polovico manj zaposlenih, pa je seveda tudi država funkcionirala v nekih fazah celo boljše kot sedaj. No, vlada je s proračunom predvidela tudi dvig DDV-ja za določene izdelke, med drugim časopise oziroma storitve, recimo frizerske storitve in podobno. Kako ocenjujete to potezo? Menite, da bo to odprlo recimo pot sivi ekonomiji? Glejte, siva. Zdaj, okoli tega dviga davka, tle zadeva še ni zaključena, se pravi davka na dodano vrednost. Mi v Slovenski ljudski stranki smo a priori nasproti dvigovanja davkov, kajti potem se pravi, ni rečeno, da je ta izplen iz davkov potem toliko višji, kakor se predvideva. Lahko se seveda potem odpre tudi več sive ekonomije, sicer pri časopisih ne vem, če je to možno. Pri frizerskih storitvah pa ne vem, tukaj mislim, da bi bila boljša druga rešitev, to je rešitev tako imenovanih pavšalov,
kakor si je tudi že pripravljena, zakonodaja je že v vladni proceduri, kajti tukaj je problem druga, ne? Problem v Sloveniji je bistvo nepobranih davkov, ne? To je pa to pomeni neizdanih računov, ne? In če seveda ni izdan račun, potem seveda tudi ni plačanega davka, niti na dodano vrednost, niti davka iz dobička, ne? No, eno največjih bremen, okoli 10-odstotno znižanje sredstev naj bi nosilo pravzaprav šolstvo in kultura. Se vam zdi, da je v času krize to nekako smiselna in pogrešljiva žrtev? Zdaj, na samem šolstvu jaz se prav težko komentiram te odstotke in ta znižanja, ne. Se pa seveda sprašujem o smotrnosti in o učinkih našega šolstva, ne. Mi imamo nenazadnje v populaciji največ študentov na mlado generacijo v celi Evropski uniji, ne. Jaz sem prepričan, da nas bi znanje rešilo in da nas znanje bo rešilo, se pa sprašujem, če naše šolstvo da dovolj znanja tem mladim ljudem potem za življenje. Iz poklicnega šolstva lahko rečemo, ljudje pridejo, ki ne znajo popolnoma nič, pa imajo kao, da bi bili usposobljeni nenazadnje za strogarja, orodjarja, ne, in se potem nekam zaposlijo in jih morajo potem mojstri, delodajalci tam naučiti čisto osnovnih, ne. Se pravi, da na tem področju mi kar fej šepamo. Če se za trenutek vrnemo na vprašanje davkov, ne, gledano na splošno se vam zdi smiselno, da v času krize, da se pravzaprav z tovrstnimi dvigi DDV-ja prenaša breme krize na gospodinjstva, medtem ko vemo, da se podjetnikom recimo nudijo določene olajšave? Ja, ne, sej, glejte, v krizah je ponovadi bil izhod, v drugih državah je bil z znižanjem davčnih stopenj, da se je več zaposlovalo in da se je seveda ustvarila višjo dodana vrednost, ne. Zdaj, pri tem davku pa seveda povem, da zadeva še seveda ni končana, o tem se še pogajamo, tudi koalicija ni enotna, nenazadnje tudi Slovenska ljudska stranka, katere član sem in poslanske skupine, se s tem še nismo uskladili, kajti tle bi šel predvsem za ta dvig tako imenovane javne higiene, in bi bilo to par mesecev, se pravi pri komunalnih storitvah, in bi bilo par evrov višji davek za gospodinjstvo na mesec. Zdaj, tukaj so seveda stvar deljena, ne. Res pa je, da davek na dodano vrednost moramo vedeti nekaj, ne. Davek na dodano vrednost ostane v državi samo pri od končnega plačnika, ne. Vmes, tisti, ki so davčni zavezanci, se davek poračuna, ne, in davek v proračunu ne ostaja, ne. Tako da, kar se tiče davka na dodano vrednost, je samo to, kar je pri končnem potrošniku, ne. Tukaj potem ostane davek v državi, ne. No, poglejte, med socialnimi partnerji pravzaprav ta hip potekajo pogajanja o dveh ključnih reformah. Ena je pokojninska, druga je trg dela. Zdaj, ravno pri reformi trga dela se nekako mnenja precej razhajajo med delodajalci in pa tudi sindikati, predvsem v točki, kako pravzaprav uskladiti to ravnovesje med lažjim odpuščanjem, ki ga hočejo delodajalci, in pa večjo varnostjo delavcev, ki jih seveda hočejo sindikati. Čemu od teh dveh stvari po vašem mnenju v tem trenutku krize potrebno dati prednost? Glejte, mislim, da moramo imeti učinkovito gospodarstvo, moramo ustvariti višek, ali pa bom rekel, večjo dodano vrednost na naše proizvode. Tukaj seveda je predvsem glavna naloga na menedžmentu, ne, da bo sposobna to narediti, in jaz trdim, da imamo mi seveda zelo slab, v glavnem zelo slab menedžment, razen nekaj svetlih izjem. Zdaj, čemu dati tukaj prednost, jaz ne vem, ampak mislim, da če bi, vkolikor, ne, bi morali iti tukaj delodajalci korak naprej, pa bi tudi pri pogajanju marsikakšna stvar odpadla, ne. Jaz sem prepričan, da če bi delavec pri nam dobil 1500 evrov neto plače, ne, potem se on sam prostovoljno odpove tudi tem prevozu na delo, malici, pa ne nazadnje tudi za krajši odpovedni rok, če pač mu je to dano možnost, ne. Tako da tukaj imamo mi seveda večjo težavo, kakor je v sami zakonodaji, se pravi v našem
menedžmentu, ki seveda ni sposobno ustvariti večje dodane vrednosti na proizvode. Poglejte, druga pogajanja tečejo okoli pokojninske reforme, kjer je seveda ključna stvar višanje upokojitvene starosti. Se vam zdi to smiselni korak ali menite, da bo recimo ljudi pravzaprav nekako zelo prizadel? Ja, pri pokojninski reformi in pri pokojninski reformi se pravi je ključno to, da zaenkrat, v lanskem letu je pač 1/3 izplačanih pokojnin ni šlo iz pokojninske blagajne, ampak je šlo iz državnega proračuna. 1 400 000 evrov je ta vsota, 1 400 000 000, pardon. In na dolgi rok, če nič ne spremenimo, se pravi, bo državni proračun skrahiral, po domače povedano, in se pravi, nujno je treba spremeniti ta odstotek, ki ga imamo zdaj manj kot 2 zaposlena na enega upokojenca. Zdaj, na kakšen način se pravi to doseči je, seveda, vsak tist, ki bo prizadet, bo imel težave. Jaz mislim, da je potrebno držati se ključno tega, da mora biti 40 let delovne dobe, kajti zaenkrat pri nama v pokoj hodijo še vse pod 40-letne delovne dobe v glavnem, zelo redki doseže ta cenzus. Druga stvar je pa seveda potrebno najti to rešitev za tiste zaposlene, ki so se zaposlili zelo mladi, pred 20 leti recimo. V naših krajih ženske so se v konfekcijski industriji zaposlile s 15 leti. In če bomo šli na ta ključno zadevo 60 let ali pa potem še 62 let, recimo pod leto 2018, se pravi, bojo v bistvu delale skoraj 50 let delovne dobe imele, se pravi, to je pa seveda preveč. Ne nazadnje nekdo drug, ki pa je do 30 leta študiral, pa še ni imel ali pa malo delo prek študentskega servisa, se pravi, ta pa ne bo nikdar imel 40 let delovne dobe. Tako da je treba to stvar zbalansirati, najti rešitev. Res pa je, da bo to težavna reforma. Slovenska ljudska stranka je že tudi v prejšnjem mandatu, tudi ko sam nisem bil poslanec, podprla pokojninsko reformo, čeprav smo bili opozicijska stranka, ker tudi takrat, če ne bi bilo Slovenske ljudske stranke, niti čez vladno proceduro to ne bi šlo. Zdaj danes vemo vsi, da je to potrebno. Seveda bo SDS imel tukaj, bom rekel, sam pri sebi in tudi pri volivcih kar veliko težavo, ne nazadnje tudi Desus, ki je bil takrat vladna stranka, pa je pokojninski reformi nasprotovala. Za stabilizacijo javnih financ in seveda ne nazadnje, če hočemo, da uspemo kot država, je pokojninska reforma potrebno sprejeti, res pa je, da pokojninska reforma ne da efektov ali pa rezultatov takoj. Ona jih bo dala šele na dolgi rok. No, poglejte, vse več se govori o tem, da si marsikateri starostniki več ne morejo privoščiti niti doma za ostarele, ker enostavno pač nimajo dovolj sredstev, pokojnine so prenizke. Se vam zdi smiselno, da torej sprejemamo reforme, ki bodo potencialno lahko vodile v še znižanje pravzaprav pokojnin? Ja, mene bolj moti to, gledajte, znižanje pokojnin, saj če se bo v standard dvignil, potem se bodo lahko tudi pokojnine dvignile. Vendar mene bolj moti to, da tisti, ki je šel pred 20 leti za isto delovno mesto v pokoj, ali pa tisti, ki gre zdaj, pa ima ta enkrat nižjo pokojnino. Policaj, naj mi ne zamerijo, ki je šel v pokoj pred 20 leti, ima penzijo 1400–1500 evrov, tisti, ki gre danes, jo ima pa 800. To je nelogično. In zdaj pri teh rezih tudi v pokojninsko, ki se gre, ta vlada je res naredila reze, vendar ni šla v pokojnine, ki so manjše kot 620 evrov, v noben rez. Imamo pa 350 000 upokojencev, ki imajo nižjo pokojnino od 620 evrov. Ne nazadnje, moja mama ima manjšo pokojnino kot je 400 evrov in tudi oče ima malenkost nad 400 evrov. Okoli tega za dome upokojencev se pa strinjam popolnoma, da se s tem seveda ne more. Res pa je, da vsak, ki za dom za upokojencev mora iti, se pravi, imamo zakonodajo, da seveda morajo občine to pokrivati in občine te zadeve, se pravi, pokrivajo. Imamo pa na drugi strani nenavadno
smešne ali pa da ne rečem butaste zahteve, ki morajo občine pokrivati za vsakega psa in mačka, ki gre v zavetišča, ne, in stane en dan v zavetišču pes 9 evrov, starostnik občina pa 14 evrov. To je nenormalno. Mi se moramo znebiti tudi drugih teh stroškov, ki jih pač seveda imamo. Poglejte, 386 000 ljudi živi na robu revščine, ne? Vi imate vpogled v situacijo na podeželju. Je revščina med kmeti v času krize bolj udarila vanje, bolj prisotna in bolj vidna? Zdaj, v koga je revščina udarila, to je vse relativno. Res pa je, da na podeželju tudi tisti, ki niso kmetje, ali pa so bili pol kmetje, ali pa samo živijo in imajo majhne penzije, so navajeni živeti skromno, ne? Znajo tudi še kaj sami narediti zase in se tega tudi, bom rekel, lažje to prenašajo. Saj so vse skozi živeli skromno, ne? Veste, jaz se spomnim do leta 1972, ki je bila na podeželju res revščina, ne? Takrat nismo imeli, po domače povedano, za nič, ne? Jaz nisem imel nikoli nove obleke, ne? Jaz sem vedno nosil za bratom. Brat je nosil pa še za enim sorodnikom, ki so nam prinesli iz Ljubljane, ne? Razen pri prvem obhojilu in pri Sveti Bermi nisem imel nove obleke. In do 72. leta, takrat so bile uvedene te starostne pokojnine, takrat je prvi en tak denar prišel na podeželje, ne? In zdaj, če primerjam tisto, pa to takrat, ne, je to neprimerljivo, ne? Poglejte, kakšna je lahko v času krize, ne samo na podeželju, ampak tudi nasploh vloga samooskrbe? Ja, okoli te samooskrbe se zelo veliko govori, ne? Ampak tisti, ki tako, bom rekel, vehementno to poudarjajo, se mi zdi, da včasih imajo občutek, da se do večje samooskrbe da priti z motiko in z grabljem, ne? Zato samooskrbo seveda je potrebno narediti še kaj več, ne? Predvsem pa bo morala biti hrana bolj cenjena, ne? In takrat se bo tudi splačalo pridelovati, ne? Dokler bo pa seveda odkupna cena mleka 30 centov, bika dobre 3 evre, mesa, bo iz tega delati biznis težko, ne? In tudi tisti, ne, ki je, bom rekel, potrošnik teh dobrin, ne, se mu ne splača zavihati rokav ali pa poskusiti kaj več na tem narediti, ne. Je pa to seveda lahko težava ob zlomu Evropske unije, kar je tudi možno ob zlomu evra, ne. Takrat bo pa seveda težava, ker bomo po te dobrine morali iti na tuje, ne, ker ne bo več prostega pretoka blaga in storitev, takrat pa to lahko seveda pride težava, ne. In to je ena ključnih narodovih samobitnosti, ne, ki te držijo. Hrana, ne. Energije nimamo, tudi plina nimamo, ne. Bom rekel, električno energijo tam, nafte nimamo, plina nimamo, ne. Hrane bi pa lahko imeli več, vendar če bo podcenjena, tudi tukaj ne bo interesa. No, poglejte, v Sloveniji je bilo nekaj v preteklosti tudi nedavno nekaj kampanj, ki so pravzaprav ljudi spodbujale, da naj kupujejo lokalno pridelano hrano. Menite, da je to smiseln korak ali bi bilo potrebno spremeniti začeti stvar nekje drugje? Ja, ne, seveda je smiseln. Vsako poudarjanje na tem potrebno, seveda treba je o tem iti v šole, v vrtce, ne nazadnje tudi ločevanje odpadkov so nas naučili otroci ali mlajši, ne, ker si to v šolah naredilo. Se pravi, tudi o tem pomenu hrane je potrebno narediti ta glavni korak v šolah, ne. Res pa je, da smo včasih žalostni, ko vidimo posnetke na YouTubu iz osnovnih šol, ko se obmetavajo s kruhom, s hrano in bom rekel še tem, ne. Ko smo bili mi mladi, so se bomo dobro spomnili, seveda je bilo to bogokletno dejanje zavreči hrano, ne. Mi pa danes 30% kruha zavržemo, ne. V Evropi in tudi v Sloveniji. Vseeno se hrana vse bolj draži, vsaj ta osnovna živila, ne. Kje menite, kako vidite ta trend v bodoče? Menite, da se bo to ustavilo, lahko tukaj kaj naredi vlada? Kako vidite pravzaprav, da se bo v prihodnjih mesecih to razvijalo? Na področju hrana se pravi je ima globalno pomen. Se pravi, kmetijska politika v Evropski uniji je najbolj regulirana strani Evropske unije, tako da se pravi, sama vlada in sama država ima na tem področju izredno majhne ali sploh nima nekih možnosti, da lahko kako poseže. Največ lahko, se pravi, na tem področju naredimo sami. Se pa hrana po vsej verjetnosti bo dražila,
kajti prepustili smo jo velikimi sistemi, prepustili smo jo nenazadnje tudi špekulanti, ki s temi na borzah, bom rekel, ti moderni kvartopirci, ki s temi na borzah manipulirajo. In to je seveda problem. Problem pa je, ker nimamo teh majhnih sistemov, majhnih dobavnih rokov, veste. Mi tudi danes zelenjavo iz Kostanjevice jo kmetje vozijo v Ljubljano, v te zbirne centre, trgovske velike, potem jo pa oni nazaj prepeljejo v Kostanjevico, v trgovino. Vse to je nelogično. Nenazadnje te veliki sistemi pomenijo tudi pri samem varovanju zdravja, pri teh problemih, kajti s hrano lahko pride tudi do okužb, do zastrupitev. In seveda imamo tukaj težavo, nenazadnje ta primer zamrznenih jagod v Nemčiji. Jaz mislim, da se bomo mogli bolj racionalno obnašati, jesti bomo morali lokalno, pa sezonsko. Sej, včasih je bilo tako, pozimi smo jedli kislo zelje in za solato in repo in vložene kumare, ki smo jih sami vložili. Danes pa hočemo imeti, ne vem, štrudel od borovnic, pa še česa. No, vseeno se zdi, da od teh visokih cen hrane pravzaprav kmetje nimajo nič ali pa zelo malo. Ja, v glavnem je tako, gledajte, ta porast cen, odkupnih cen pri kmetah je zelo minimalen. Tukaj so seveda ti veliki sistemi, o tem, ko sem govoril, tako da tudi tukaj imamo eno drugo težavo, se pravi naše zadruge kmetijske, ki jih seveda v Sloveniji imamo in se hvalijo, da že obstajajo 140 let, so, bom rekel, zdaj se skozi teh zadnjih 20 letih pač delale, da so mi poskušale biti konkurenčne na tistem, kar sem jaz kupoval, se pravi na repromaterialu, na semenu, na strojih, na rezervnih delih. Popolnoma so pa zanemarile ta drug poudarek, kako se pravi moj pridelek, kmetov pridelek spraviti po čim krajši poti in čim cenejši poti do potrošnika. Tukaj bi moramo narediti pa sami največ. V zadnjem času se veliko govori o tem, da bi bil les lahko tista razvojna priložnost za Slovenijo. Po drugi strani pa vidimo tudi predvsem recimo na Dolenjskem, v naših krajih, da pravzaprav propadajo nekateri nekdanji lesni velikani, lesno predelovalni velikani. Se strinjate, da je les dejansko lahko ta recimo razvojna možnost za preboj gospodarstva? Ja, je, ampak seveda ne dokler bo na štoru ali pa v gozdu. Z lesa je seveda treba narediti dodano vrednost. In zdaj, tu je pa zopet tisto, kar sem prej rekel. Naš slovenski menedžment, ki se s tem ukvarja, pač očitno nima ali te sposobnosti, ali te vizije, ali znanja. Najlažje je seveda les podreti, ga naložiti na kamion. Potem se šele zgodba začne. In tukaj bo težko pomagala niti vlada, sami kmetje ali pa lastniki gozdov pa seveda najmanj. Kajti to je čist zadeva prepuščena na trgu. Zdaj, če to Avstrijci znajo, pa če znajo še kdo drug, se pravi naši, tisti, ki bi se s tem morali ukvarjati, pač očitno nimamo teh ljudi, ki bi imeli vizijo. Veste, danes je ravno, na včerajšnji dan je umrl v Šentjanžu Janez Evangelist Krek, ki je povezoval in kmetstvo, in delavstvo, ustanavljal hranilnice, zadruge, ki so to zadevo imele. Mi očitno danes v Sloveniji rabimo več Janezov Evangelistov Krekov. Poglejte, ste zadovoljni z delom kmetijskega ministra in vašega strankarskega kolega Franca Bogoviča? Nikoli ne more nobeden tako dobro narediti, da ne bi mogli biti še boljše ali pa da ga jaz ne bi mogel skritizirati. Jaz ne bi tle dajal ocen. Franc je moj prijatelj osebni, poznava se že, lahko rečem, skoraj 40 let. Tako da, kakšno stvar bi jaz seveda naredil drugače, ampak on je kmetijski minister, on se odloča in tudi odgovornost je njegova. No, ampak premier Janša je nedavno razmišljal oziroma namigoval o njegovem odstavitvi. Kako ste pravzaprav v stranki sprejeli to potezo? No, mi smo v stranki zelo čvrsto vsi enotno stali za Francijo. On je tudi nenazadnje podpredsednik stranke in tukaj ni bilo nobene debate, da bi mi šli iskati v kakšno alternativo. Govore pač bilo, če seveda si premier ne želi, ga seveda tudi poskusi razrešiti, ampak takrat bi seveda izval pa malo večjo vladno krizo, kakor jo je pa takrat z tem, ko je najavil glasovanje o zaupnici. Koga boste podprli v predsedniški kampanji?
Slovenska ljudska stranka ne podpira nobenega od kandidatov. Govorim osebno. Jaz mislim, da ne bom šel na volitve. Prvič v svoji zgodovini. Vedno sem se udeležil in volitev in referendumu. Tle pa mislim, da osebno nimam kandidata, ki bi mu lahko dal glas. Dobro, najlepša hvala za ta pojasnila in pa obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami spet čez 14 dni, ko bomo v našem studiu gostili poslanca opozicije. Lahko noč.